Lepo pozdravljeni v navodilih za namestitev elektronskega podpisa, ki sliši na ime SE-Pass. Ta vam omogoča uporabo raznih e-storitev, ena od njih pa je tudi podpis podpore za razpis zakonodajnega referenduma. Za začetek v spletni brskalnik vtipkamo SE-Pass in izberemo tole spletno stran. Obstaja več načinov prijave, priporočamo pa mobilno identiteto oziroma SMS Pass. Pri tej možnosti ni zapletov, ki jih prinese s sabo nameščanje certifikata v razne spletne brskalnike, prav tako pa SMS Pass identiteta ni vezana na eno napravo. Da si uredimo SMS Pass, moramo najprej registrirati uporabniški račun, vložiti vlogo, overiti identiteto na upravni enoti in ga aktivirati. Za začetek vnesemo prijavne podatke, e-naslov, geslo, ki vsebuje male in velike črke in številke, geslo ponovimo, dodamo varnostno vprašanje z odgovorom, ki ga poznamo samo mi, in za konec še varnostna koda, sprejem pogojev in kliknemo na gumb Potrdi. Če se pojavi sporočilo o uspešnem začetku registracije, se potem prestavimo v svoj poštni predal. Poiščemo sporočilo od SE-Pass in potrdimo registracijo s klikom na povezavo. Spet vnesemo e-naslov in geslo. S tem pa dobimo sporočilo o uspešni registraciji. V brskalniku spet poiščemo SE-Pass in izberemo tole stran in se prijavimo v svoj uporabniški račun. Ponovno prijava, e-naslov, geslo in potrdi. Nato izberemo nastavitve računa in nato aktivacijo SMS Pass. Ker nimamo e-certifikata, izberemo obisk upravne enote in vpišemo nove podatke. Davčna številka, ime, priimek in datum rojstva. Preverimo podatke, potrdimo pogoje uporabe in ponovno kliknemo Potrdi. Naslednji korak je, da se oglasimo na upravni enoti, kjer preverijo našo identiteto. To pomeni, da s sabo vzamemo osebni dokument, seznam upravnih enot pa je dostopen na tej povezavi. In še opozorilo, ponekod upravne enote sprejemajo stranke samo o predhodnem naročilu, zato se pozanimajte, kako in kaj. Ko preverijo našo identiteto na upravni enoti, dobimo e-pošto z naslednjim naslovom. Sporočilo pa je pomembno, ker vsebuje aktivacijsko kodo. Spet kliknemo na nadaljevanje aktivacije, se vpišemo in izberemo zaključek aktivacije SMS Pass. Vnesemo aktivacijsko kodo iz elektronskega sporočila. Nato pa še našo telefonsko številko. Bodimo pozorni na format. Najprej državna šifra, torej +386, nato presledek, nato predpona operaterja,
nato presledek, nato telefonska številka. Po vpisu številke bomo takoj dobili SMS sporočilo z enkratnim geslom. In to je princip tudi za naprej. Vsakič, ko boste potrebovali e-podpis, boste svojo identiteto potrdili z geslom, ki ga dobite preko SMS. In to je to. Čestitke ob uspešni namestitvi, zdaj ste nared, da na portalu e-uprava oddate podpis podpore za sklic referenduma, takoj ko bo to mogoče. Hvala za pozornost.